zmagel. Mi smo danes že na poti proti prvi večji znamenitosti Rodosa, ki si jo bomo ogledali poleg glavnega mesta. To so Seven Springs oziroma 7 potokov, bi se lahko prevedli. V bistvu je zanimivo oziroma znano predvsem zaradi tega, ker je tam en podzemen tunel, tako glih za enega človeka velik, in je dolg 100 metrov in po njem teče voda, tako da ene kolen vode je in se lahko čez ta tunel sprehodiš na drugo stran hriba. Zdaj mi se verjetno ne bomo, ker sklepava, da ima ta voda zdajle mogoče kakšne 5 stopinjah, kaj tazga, ampak vseeno si ga gremo pa ogledati. Potem gremo pa še do enega samostana, tako da je baje lep razgled na eno plažo. In to je to. Potem bomo verjetno na tisti plaži prespali. Je pa danes spet lepo vreme, tako da upamo, da bo lep dan. Danes je spet ful lepo vreme, tako da iz ful lepe plaže nadaljujemo pot naprej do ene vasice, ki naj bi bila kar lepa, ker naj bi spet bile te barvite grške hiše.
nadaljujemo pot iz mesta Lindos, ki smo si ga včeraj ogledali. V bistvu je to najlepše mesto na Rodosu, ker so čist bele hiške in poleti mora biti res lepo, ko je dejansko kaj odprt. Zdaj res sameva, niti domačinov ni, ker očitno večinoma to samo dajajo poleti. Restauracije in bari so itak zaprti, tako da je bolj mesto duhov. Glede na to, koliko je parkirišč v okolici, ker so bila midva parkirana, predvidevava, da je res ful veliko turistov poleti. Mi smo imeli to srečo, da zdaj ni nikogar, tako da smo lahko dvakrat prespali čisto ob vodi na parkirišču, kamor poleti verjetno niti ne bi uspeli priti. Je pa nad mestom tudi trdnjava, ki smo si jo hodili ogledati, ampak že potem, ko sva kupila karte, so opazili, da imava šnovko na štriku in so rekli, da z njo pa not ne smeva, čeprav je pač zunaj in so pač ruševine, ki ne vem kaj točno ne bi pes škodil, ampak kljub temu, da sva rekla, da bo ves čas na povodcu in da je pač priden vzgojen pes, naj oni so spustili not in nama je vrnili denar, sicer to na najnem računu še ni vidno, tako da upava, da sploh kdaj bo. Zdaj gremo pa že naprej v bistvu v smeri pralnice. Upamo, da bomo lahko končno oprali v resni pralnici in da ne bomo rabili na roke prati na Rodosu. V bistvu sva nazadnje prala, mislim, da junija v Batumiju, se pravi 7 mesecev nazaj. Tako da res upam, da bomo po 7 mesecih lahko izkusila obdobje pralnega stroja. Danes smo našli uno pralnico, ampak je bila na žalost zaprta, pa ne samo izven sezone, ampak kar trajno, ker je bila tudi na pol razbita in tako zgleda je propadla in se jo za zmeraj zaprli. Tako da zgleda smo obsojeni še nekaj časa na pranje na roke, na žalost. Ja, žalostno sva gledala noter one pralne stroje, ki so bili toliko blizu, ampak toliko daleč. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.